Blaž, lepo pozdravljen, še enkrat. Se nam pružiš še karte? Še eno stran za karto. Pa bom tebe najprej vprašal, oziroma najprej Blažu čestitev za film. Po dolgem času mladinski film. Pravzaprav ne toliko po zelo dolgem času, so bili poskusi, takšni drugačni. Ampak bom najprej Katja vprašal, Katja, povej mi, kako je bilo za Blaža delati? Ja, z Blažem delati je bila res ful dobra izkušnja, zaradi tega, ker sem se že iz vaj, ko smo imeli, predno smo sploh začeli snemati film, res ful veliko naučila, tako da super izkušnja. A si bila zbrana na audiciji, ali te je tako dobil? Ne, bila sem na audiciji. Super. Kako ste se pa pripravljali? A je zelo natančen, a je zelo sledi planu, a je vse naprej razdeljeno, narejeno? Kako ste se tega držali? Mislim naprej, razdeljen, pač. Ja, verjetno se je pač začrtal, mislim, to bi mogel biti zelo povedati, no ja, da v bistvu smo večino vse prizore naredili že na vajah, da pač na snemanju v bistvu se res točno vedel, kaj delati, pa tako smo imeli pa ful proste roke glede scenarija, pač v bistvu smo lahko govorili dosti po svoje, dosti je bil odprt za, ne vem, naše ideje, naše predloge, koliko se je držal plana, pa to moram pa pač povedati. Blaž, mladinski film, zakaj ta izbira? V bistvu tvoj prvi film je bil sicer namenjen mlajšim, mladim, recimo, ta je pa še malce mlajšim. Ja, ne vem, občutek imam, da nam manjka mladinskih filmov, tako generalno. Pa to je nek tak žanr, ki je meni ful blizu, ki ga jaz ful rad gledam, pa uživam v njemu, pa tako da mi je užitek delati in gledati take stvari, no. Je pa v resnici prišel tako do tega, na en tak malo bolj zakompliciran način. Jaz sem, preden smo začeli delati na tem filmu, pisal en scenarij, ki naj bi se dogajal v bistvu na faksu, z enim takim, recimo temu, podobnim zapletom, pa sem pa od producentov dobil v roke ta original srbski scenarij tega filma in sem bil čisto navdušen, sem rekel, ja, to bi z veseljem delal. Pa sem me povabila, da v bistvu režiram film, pa sem pa z Andrejem Zupancem, dramaturgom, v bistvu predelala scenarij, ga predstavljala v Slovenijo in ustavila neke nove elemente, ampak tako da v bistvu pobuda prav za ta film je prišla do Zorina. Po eni zelo low budget produkciji Potoraj ste namreč snemali 4 z zelo majhnimi sredstvi na parki večinoma. Kako je bilo delati za eno tako večjo produkcijo? Čisto nov proces pravzaprav. Tudi to je bil low budget, čisto iskreno. Tako da, ja, je bila pa ekipa, imeli smo pač, ne vem, 25 ljudi na snemanju, ljudje so vedeli, kaj imajo delati. Oboje je po svoje fajn, ampak tako dobro je, kadar lahko razmišljaš samo o tistem, kar se tebe tiče kot režiserja, da se res ukvarjaš z igralci, da ne razmišljaš o tem, zdaj je una luč nam še vedno dela, nam bo zdaj sonce zašlo, ali sosedi vrtajo luknje v zid, mislim tako, take stvari, ne, ker se s tem pač drugi ukvarjajo in je nekaj užitek delati. Večina teh tistih mladinskih filmov, posebej hollywoodskih, si jih jaz najbolj spomnim, seveda iz 80-ih in začetka 90-ih. Imaš kakšnega, po katerem si se še posebej zgledoval, oziroma ki ga imaš ti najbolj v spominu? Mislim, da sem ogromno tega pregledal, kar nekaj mi jih je ljubih, ampak moram priznati, da večino sem nekako črpal tako drugače iz korejskih najstniških komedij, ki so tako mi grede genialne. To je res tako dobro, da si prav težko predstavljaš. Tako da, to me je tudi tako v tistem letu, ko sem pisal scenarij, najbolj okupiral, sem to sem gledal, te Korejce zmešane. In to je res dobro, vsem priporočam, da če bo kdo se tega lotil, da malo pobrska, pa najde res dobre stvari. V redu. Pripadaš pravzaprav mlajši generaciji, sicer Blaž je sicer diplomirani arhitekt, potem si šel režijo študirati, nekaj od tega moramo obdelati, ker lansko leto,
približno isti čas smo vrteli Pot v raj, pa smo imeli seveda tudi v Domžalah premiero, pa si žal zbolel takrat, tako da nisi bil z nami, tako da rabimo še malo backgrounda. Sprav, kot arhitekt, zakaj potem filmska režija? Ne vem. Malo šlo tako, no, jaz sem delal kot študent že v nekih teh birojih za računalnikom po 80 ur na dan, pa sem nekako rekel, ne bi jaz tega delal mogoče. Potem se pa nekako izkazal, da mi to zares tudi ne leži preveč, jaz sem pol sicer končal študij pa vse, pa mi je dal marsikaj zelo lep študij drugače. Potem smo pa začeli snemati neke filme in me to toliko potegnalo, da pač sem enostavno hotel iti provat, pa kaj enkrat se začne s tem ukvarjati, pa pot brez povratka, kako se temu reče. Pa sem v bistvu si že s svojim študijskim filmom takoj dobil Vesno v Portorožu in že tisti je bil za tisti čas malo nenavaden, ker je bil zelo sproščen, pravzaprav je bil neke vrste musical kratek, tako da sem hotel pravzaprav napeljati, da si del tistih mladih slovenskih režiserjev, ki se filma lotevajo bolj sproščeno. A je to zanalašč, premišljeno, strateško ali je čisto preprosto generacija taka? Po mojem je to v nas, no. Po mojem ni tako, da se tega kdorkoli loteva zavestno. Se mi zdi, da pač taki smo, zdaj, ker mi delamo filme pač na drug način, mogoče tudi malo gledamo, kakšne generacije pred nami, na samo ustvarjanje, pa na zgodbe, pa vse, tako da po mojem to pride tako nekako iz nas avtomatično. Je pa res, da recimo ta kratek film lepo je delati sproščeno, kadar gre za študentski projekt in nobenega pritiska, ničesar ne. Pa se pa stvari vsem malo drugače obrnejo, pa so pa zadavo producenti, ki ti težijo, to moraš posneti v 25 dneh, pa ti veš, da bi rabil 35, pa pol hitiš, pa v glavnem tako, kubenih stvari se začne valiti, pa pol pač za sabo potegne tudi druge stvari. Če ima kdo iz publike za naše goste kakšno vprašanje, kar povejte. Tamle ima naša sodelavka tudi mikrofon, da se vas bo lepše slišali. Tako da, kar povejte, gospod. Saj se me tako slišati. Mene samo zanima, če ima v resnic Željko oziroma Jan zdaj punca. Ja, uspel me. Ja, glih zdaj, ko smo imeli primero, se je pojavil zelo punca in smo ga itak tako vsi napadli. Kaj se to, da je ona predstavlja, tako da ima punco. Prej si govoril o dnevih snemanja. V koliko dneh ste posneli Julija in Alfa Romeo? To ste snemali lansko poletje? Jaz to malo potlačim, veš. Mislim, da je bilo 26 normalnih dni, ampak je točno tako, kot sem prej rekel, prvi plan, ki je bil najbolj natlačen možno, je bilo 32. Pa smo pa mogli 26, zato ker kao ni bilo denarja po te forme. Klasična vsoda slovenskega filma. Če kaj še vprašanje? Za primerjavo, recimo tak to vrstno hollywoodski film ima budžet recimo $8 milijonov, pa snemajo ga vsaj, ne vem, 60 dni. Mi smo imeli pa 300 jurjev, pa 24 dni ali 26 dni smo snemali. Katja, se ti že prej nastopila na filmu? Je to čisto prvič zate, oziroma prilagajanje na hektični način dela? Kako je potekalo? Ne, ni bilo prvič. Mislim, pač imam nekaj izkušenj s temi mladinskimi filmi, pa tako da ja, sem približno vedela, kaj pričakovati. V vseh mladinskih filmih še eno prihaja namreč, Lahko si nekaj povem, da v Distorziji je ful dobro vlogo odigrala in jaz sem se prav spomnil z tega filma. Ne res? Ja, valjda. Pač tako, film je bil meni tako ful blizu, ker spet tako, kot sem prej razlagal, in Miha Kočevar tako dela ful dobre filme z mladino. Ne, res se spomnim, kaj je tega filma, tako ful uživo. Zdaj boš ti lahko odgovoriš do konca. Jaz sem se sprašal nekaj novega. Res je.
v bistvu v vseh teh mladinskih filmih tudi Boris Petković je posnel 3 ljubezni, tako da imamo kar 2 mladinska filma v enem letu, kar je tako zelo redko na naši filmski sceni, ampak oba imata zelo posrečene stranske like. Katja, ti si eden stranskih likov, Željko je ta drugi. Blaž, koliko si delal na tem kontrapunktu, glavni liki, glavna zgodba, pa te stranski liki, ki dodajo veliko humorja, pa veliko neke, recimo, globine? To je ful pomembno, glede zato, ker recimo, če glavna zgodba nekako, kako bi rekel, malo melodramatična, morajo pol ti stranski liki v bistvu to nekako vleči tiste melodramatičnosti, pa vnašati nek humorno, tako da s tem smo se malo ukvarjali, kako to dosežiti, pa kako nekako v pravih trenutkih to dozirati. Povej mi zadnja scena za Žurko, je bila to najtežja scena za posnet v filmu? Ali so bile recimo kakšne žgečkljive scene malo težje za igralce? Ne, mislim, bila je ena žgečljiva scena, ki je pol ni v filmu, kako Žele dejansko pač z Olivijo dela stvari, pa pol to ni pač v film zaradi takšnih drugačnih razlogov. Ni bilo preveč eksplicitno, ampak nekako ni pasalo v film. Tisto je bilo najtežje za posnet, ki je bilo obema ful narodno, ampak itak tudi ta prizor je bil tako humorno, v bistvu je bila totalna zafrikancija. Ta prizor je bil pa tako zaradi obsega, pa pač vseh teh ljudi, pa kompleksnosti, pa števila kadrov, pa playback, pa vse. Smo ga v bistvu en cel dan snimali, pa še nekaj malega, tako da je bilo res za vse zelo naporno, logistično in igralsko tudi. Sosedje so težili? Ne, sosedi smo imeli v bistvu srečo, ker se razen tega, da smo tam parkirali ene kombije, pa so nam zadežili, da jih naj omaknemo, nismo imeli nikoli nobenih težav, srečo. Če še kakšno vprašanje kar na planu, drugače bi jaz počasi zaključil s tem, da bi oba dva vprašal, kaj pa naprej. Prej, ko sva šla na kavo s sosedom, si mi razlagal, da ste snemali dokumentarc, tako da mogoče o projektih v prihodnosti. Mi ravnokar smo se v bistvu vrnili z enega takega potovanja po Jugoslaviji, šli smo za v bistvu skoraj 3 tedne potovati po vseh republikah bivše Jugoslavije in nekako ugotavljati, kaj se z njimi zgodili in kak je nekako naš odnos do te bivše skupne države. Tako, v bistvu, dosti žalostno potovanje je bilo, čisto iskreno. Tako da to bo en film, ki bo verjetno pa naslednjo leto malo dokončan. Bomo videli, kako se ga bo sploh lotili, ki je bil zelo, kako bi rekel, gverilsko zastavljen. Zdaj, konc oktobra imam pa premiero enega dokumentarnega filma tudi o slovenskih hekerjih od 20 let tega, kaj so Slovenci delali v tem nekem medmrežnem prostoru, od kriminala pa do drugih stvari, tako tudi zelo zanimiva tema. Katja, pa ti ostaneš v filmu še naprej? Če kaj na obzorju? Mislim, to je bolj tako vedno vprašal, ker itak zdaj že 3 filme snemam za naprej. Mislim, pač to je tako, pač v Sloveniji, če pač pride šansa, pride, če ne, pač ne. Imam plan diplomirati, predvsem to bi bil cajt. Drugač pa imam itak s plesom, pa še z ostalimi stvarmi ful delano. Bi pa itak z veseljem še kdaj zigrala v filmu, če bom pač bila priložnost. Odlično, jaz ti jo vsekakor privoščim. Obema se zahvaljujem, ker sta bila naša gosta, ker sta prišla. Jaz vam želim veliko uspehov v prihodnosti in pa Julij in Alfa Romeu dobro pot po kinematografih. Hvala obema. Hvala tudi vam, ker ste se udeležili te naše projekcije. Vabim vas na kakšen kozarček v naše predverje. Tudi Blaž bo še verjetno z nami, pa Katja, tako da jih lahko še tam, ki vprašate.
Sicer pa naslednja filmska prav zares premiera pa je 13. oktobra, ko bomo za domžalsko premiero zavrteli film Idila, prvo slovensko grozljivko, tako da vabljeni tudi takrat. Hvala, noč.